Gledate gorenjska poročila na GIF TV. December je prav lep praznični čas, še posebej ste se pa potrudili v frizerskem ateljeju Silva. Z nami je Jerneja Likar-Cuderman. Torej, kaj točno pripravljate? Ja, pozdravljeni. V našem salonu smo letos pripravili frizerski salon v Pravljični deželi, kjer bomo pred salonom 22. decembra naredili pravljično deželo, potem bomo pa dobili na obisk Božička, plesali bojo iz plesne skupine, potem imamo pravljico, skratka dogajanje za otroke, za velike in male. Tudi vzdušje je prav pravljično, vse ste lepo okrasili in se pripravljate, tudi otroci lahko prinesejo pisance k vam. Seveda, od 15. novembra naprej zbiramo v salonu, v ateljeju Silva, slikanice oziroma otroci narišejo risbico in nam prinesejo v Božičkov nabiralnik, kjer bojo seveda tik pred Božičem prišli škrati in odnesli vse te risbice Božičku, tako da 22. decembra, ko pride, jih bo potem nagradil z darili. Vi ste romantična duša ali imate rada praznike, zakaj posvečate temu takšno pozornost? Se mi zdi, da to so praznični dnevi, ki ljudje oziroma kjer smo družine, kjer so prazniki, jaz seveda to prisegam na to, da mora biti družina skupaj. In veliko ljudi oziroma v današnjih časih ljudje nimajo in mi pomagamo potem, da doživijo vsi čar tega Božiča. Kakšne so vaše želje o Božiču in novem letu? Ja, predvsem, da bi jih preživeli z družino, s tistimi, ki jih imamo najraje, predvsem pa to, da bi bil mir na svetu, da bi bili zdravi, zadovoljni. Skratka, vse lepo, vse dobro. Vendar tudi v novem letu brez lepe frizure in naličenega obraza ne gre, še nekaj mogoče o silvestrskih trendih? Ja, seveda, novo leto, ki se bliža, ki ga praznujemo, mora imeti tudi seveda make-up in frizuro, ki naj bi bila speta, naj bi imela bleščice, naj bi imela lep make-up, bleščeč, seveda tudi zelo poudarjen. Še enkrat torej povabilo, kdaj točno v frizerski atelje Silva? 22. decembra, to je četrtek, ob 5. popoldne, s tem, da pravljična dežela bo pred salonom postavljena že cel dan.